Lepo pozdravljeni. Vesel sem, da smem biti tukaj na tej pomembni konferenci. Spregovoril bom o potrebah, duhovnih potrebah neozdravljivo bolnih in umirajočih. V uvodu bi rad se malo ustavil ob izrazih neozdravljivo bolni in umirajoči. Oba izraza se na splošno nanašata na osebe, ki imajo neozdravljivo bolezen in se pričakuje, da bodo zaradi svoje bolezni umrli. Pogosto se uporabljata izmenično, razlikovanje med njima pa je odvisno bolj od konteksta. Izraz neozdravljivo bolni se običajno nanaša na osebe, ki jim je bila diagnosticirana napredujoča in neozdravljiva bolezen, za katero se pričakuje, da bo na koncu pripeljala do njihove smrti. Za obvladovanje simptomov in izboljšanje kakovosti življenja lahko prejemajo zdravljenje ali paliativno oskrbo. Izraz umirajoči se nanaša na osebe, katerih stanje je napredovalo do točke, ko je smrt pričakovana v bližnji prihodnosti. Običajno se jim nudi paliativna oskrba, to je skrb za lajšanje simptomov ter psihološko in duhovno podporo v zadnjih trenutkih življenja. V tem predavanju želim predvsem odgovoriti na vprašanja, kakšna čustva doživljajo osebe, ki izvedo, da so neozdravljivo bolne, ali pa osebe, ki izvedo, da umirajo. Kakšne so njihove duhovne stiske, kakšne duhovne potrebe in kakšne kvalitete naj ima vsakdo, ki spremlja takšne osebe. Prav je, da se ustavimo in se zavemo čustev, ki jih doživlja oseba, ki izve, da je neozdravljivo bolna, ali pa oseba, ki izve, da umira. Ko se prebijo skozi misli, občutke o svojem stanju, se v takšnih osebah prebudi mnogo različnih čustev. Čeprav se izkušnje posameznih oseb zelo razlikujejo, lahko pogosto zaznamo naslednja čustva: šok in zanikanje, strah in tesnoba, žalost in potrtost, jeza in razočaranje, obžalovanje, eksistencialne in duhovne skrbi. Sprejemanje, mir in zadovoljstvo, upanje, ljubezen in povezanost. Bistveno se je zavedati, da je čustvena pot vsake osebe edinstvena, neponovljiva. Vsaka oseba doživlja različno kombinacijo teh čustev, ki smo jih našteli, in gre svojo pot čustvene predelave, ko se spopada s svojo neozdravljivo boleznijo in ali umiranjem. Ko torej pristopamo k tem osebam, je zelo pomembno, da jih najprej poslušamo in sprejmemo v vsem, kar doživljajo, da poskušamo ugotoviti, kaj doživljajo, potrebujejo, kaj si želijo, kaj pričakujejo. Poglejmo si sedaj v drugi točki duhovne stiske teh ljudi. Ko se človek sooča z realnostjo svoje smrti, čeprav pravimo, saj vsi umiramo, ampak drugo je, ko zvem, pred mano je zdaj realno smrt. Pogosto doživi težke duhovne stiske, ki so povezane z njegovo življenjsko zgodbo, z njegovimi bližnjimi, življenjskimi dogodki in izkušnjami, ter vsem, kar je dajalo njegovemu življenju vrednost, vsebino, smisel. Ko človek vidi smisel svojega življenja, je njegovo življenje, duhovno življenje celovito, celostno. Ko pa tega več ne more videti, doživlja različne duhovne stiske. Vsakdo lahko doživlja zelo različne duhovne stiske. Med drugimi so dvom v svojih duhovnih verskih prepričanjih, izgubo vere ali upanja, izguba smisla in namena življenja, osamljenost in izolacija, težave z odpuščanjem in spravo, eksistencialno tesnobo, žalovanje in izgubo,
Reševanje duhovne stiske vključuje zagotavljanje duhovne podpore, ustvarjanje sočutnega in varnega okolja, ki spoštuje osebna prepričanja bolnika, ponuja prostor in čas za razmislek in zagotavlja tudi čustveno in duhovno podporo. V tretji točki se sedaj poglejmo duhovne potrebe. Abraham Maslow postavlja duhovne potrebe v svoji piramidalni lestvici potreb oseb v sam vrh. Najprej so fizične potrebe, potrebe po varnosti, socialne potrebe, potrebe po spoštovanju, potrebe po samoresničenju in duhovne potrebe. Duhovna oskrba zahteva, da smo z vsem svojim bitjem s človekom, ki je tukaj pred nami, z njegovim doživljanjem, ter ga sprejemamo z vsemi njegovimi čustvi, da mu omogočimo zadovoljiti vse njegove duhovne potrebe, ki jih izrazi. Poglejmo si sedaj posamezne potrebe. Prva potreba po človeški bližini. Neozljivo bolnega in umirajočega je najbolj strah, da bi ga pustili samega v groznih bolečinah, ko bo umiral. Potrebuje občutek, da je razumljen, sprejet takšen, kot je, oskrbovan, podprt, upravičen, spodbujen in spremljan. Želi si obiskov in da bi z njim govorili o tistem, o čemer bi on rad govoril. Ne pa, da se tam, če nas je več na obisku, pogovarjamo o tistem, kar nam paše in z drugim raznih stvareh. In bolnik, umirajoči je tam sam zase. Potrebuje tudi to, da se ga dotaknemo, da ga nekdo mirno drži za roko, tudi preprosto v molku. Potreba po slišanosti. Vsak človek potrebuje to, da je poslušan in ne samo poslušan, temveč slišan. In tako še posebej bolnik, ki umira, potrebuje prav to, da ga nekdo posluša in sliši. Želi si, da se ga posluša tudi takrat, ko je polno očitkov, tožbe, jeze, žalosti, stiske, bolečine. Ne smemo mu prepovedati tožb, saj potem ne more izraziti svoje resnice, svojih občutij, trpljenja, tistega, kar nosi v sebi. In če nima nikogar, ki bi mu to lahko izrazil, kamor bi lahko položil, lahko zapade v težke depresije, stiske, obup. Potreba po obujanju spominov. Takšen človek potrebuje nekoga, ob katerem bo lahko pregledal in sprejel svoje življenje tako, kot je. Pred zadnjim potovanjem človek čuti potrebo po pripovedovanju o svojem življenju, o vseh svojih spominih, o tem, za kar je hvaležen in kar obžaluje. Pogosto imamo težave poslušati kakšnega človeka, ki kar naprej ponavlja isto zgodbo in se nam zdi, da je brez smisla in mu rečemo, saj si že povedal. Ne, ta človek potrebuje nekoga, ki bo varen, ki bo lahko s pripovedovanjem enih istih stvari počasi lahko vključil svoje življenje, videl celoto, videl vse to, kar se je zgodilo v eni povezanosti vsem in odkril tudi smisel. Prav tako je pomembno, da se zave tudi svojih sanj, ki je pogosto ključ do plasti življenja in doživljanja, ki čakajo še na spravo, še na razrešitev, odrešitev. Zato je prav tudi, ko pridemo k njemu, da jih vprašamo, kaj ste sanjali, da lahko tudi o tem spregovori. Potreba po sočutju, sprejetosti,
spoštovanju in solidarnosti njegovi situaciji. Sočutje je, da se potopimo v človekovo trpljenje, v to, kar doživlja, da smo z njim, da delimo z njim njegovo bolečino, zmedo, osamljenost, pa tudi upanje, da smo z njim v tem. Ne moremo mi vzeti nase tega in tega odrešiti, lahko pa smo z njim in smo tako podoba Boga, ki je Bog z nami in želi po nas biti tudi z temi ljudmi, ki jih spremljamo. Potrebuje človeka, ki se počuti sprejetega in varnega, da se lahko odpre in rozdene z vsem, kar je v njem, da lahko vsem spregovori. Potreba po skupnem iskanju odgovorov na temeljna življenjska vprašanja. Umiranje, soočanje z smrtjo, ki je tu pred mano, odpre najglobja življenjska vprašanja, bivanjska vprašanja. Zakaj se prav meni to dogaja? Kaj bo z menoj po moji smrti? Ali bodo pogrešali? Se bodo spominjali, ko bom umrl? Ali Bog obstaja in če je, ali je tudi zame? Bom imel čas dokončati svoje življenjsko delo, moje nekončane projekte? Kaj naj sedaj počnem? In bolnik, umirajoči, ne želi, da mu mi damo odgovor. Tudi če reče za to, ampak v globini želi, da smo ob njem in ga spremljamo pri iskanju odgovorov. Dati mu moramo priložnost, da se bo zgodil v njemu odgovor, tisti odgovor, ki bo njemu pomagal iti naprej in odkriti smisel tudi tega zaključnega potovanja, smisel smrti. Potreba po odpuščanju in spravi, kot česta potreba. V umirajočem se odpre tudi vprašanje nerazrešenih odnosov do drugih, do sebe, do Boga. Vsak človek, ne glede na to, ali je veren ali ne, se želi spraviti, želi spostaviti prave, čiste odnose. Vsak ima potrebo po odpuščanju, po spravi s seboj, z družino, sorodniki, prijatelji in z Bogom. Prav ta pot odpuščanja je tudi pot osvobajanja, osvoboditve, notranjega miru. Vedno potreba po upanju. Za umirajočega je že prisotnost drugih ljudi, še posebej pa tudi bolniškega duhovnika ali duhovnega spremljevalca, lahko prisotnost polna upanja. Njuna prisotnost večuje odnos, ki ostane in bo ostal. Ne glede na to, kaj se mu zgodi, je simbol tiste varne navezanosti, je simbol Boga, ki nas nikoli ne zapusti. Vsi kristjani smo po zakramentu krsta tisti, ki smo poklicani in ki moramo biti ponavzočevalci navzočnosti Kristusa, Svetem Duhu, njegovega očeta. In smo že posebej poklicani, da smo v taki situaciji tudi znamenje tega upanja, ki nam ga Bog daje. Potreba ponajti smisel bolečinam, bolezni in smrti. Vsaka bolečina je lahko hkrati uničujoča in ustvarjalna. Uničujoča, ko nas zapre samega v sebe in loči od drugih. Ustvarjalna, ko ponuja priložnost za novo rojstvo. Iskanje smisla, iskanje nečesa, kar lahko človek verjame, ko se bliža smrti. Izrazi se lahko na neposreden ali posreden način, metafori ali tišini, kretnjah ali simbolih. 9. potreba po primernem slovesu. Potreba po ustreznem, mirnem, primernem slovesu od ljudi, stvari in projektov,
je del človekove narave. To vsak izmed nas potrebuje. In zadnja 10. potreba po molitvi, obredih. Čeprav je ta potreba navedena zdaj kot zadnja, je lahko tudi najpomembnejša. Prva, saj pogosto prav vera Boga in obredi v okviru določene religije za umirajočega tisto, kar mu pomaga, da najde smisel in upanje tudi v brezupni situaciji. Udejanjena potreba po obhajanju obredov, branju svetih knjig, osebni ali skupni molitvi in drugo, pogosto prinaša olajšanje, lažje sprejemanje dejstev in resnične narave bolezni, te izboljšuje kvaliteto življenja v času umiranja. Umirajočemu je veliko pomoč spoznanje, da ga Bog ni zapustil v njegovem trpljenju in da bo ob smrti z njim. Z njim bo tudi po njej, saj v njem večno življenje. Nekateri zaradi vere doživljajo velike stiske, zlasti tisti, ki imajo podobo Boga, ki samo sodi njihove grehe in jih kaznuje. Drugi, ker ne morejo verjeti, da je Bog ljubeč oče, ki jih resnično ljubi, pa sedaj doživljajo vse te stiske in morajo umreti. To potrebuje nekoga, ki jim bo prisluhnil in jih sprejel v tem, kako doživljajo Boga. Potrebujejo spremljevalca, ki bo vidno znamenje, kako jih sprejema tudi Bog. Pogovoru, poslušanju Svetega pisma ali drugih svetih knjig, molitvi in obredih lahko počasi pridejo do novega pogleda na Boga in njegovega na sebe, kako jih on vidi in gleda. Vedno je pomembno tudi odpuščanje sebi in drugim. Za katoličane so pomembni in osrednji zakramenti, zlasti zakramenti Evharistije, sprave in maziljenja bolnikov. Zakrament maziljenja bolnikov pomaga neozdravljivo bolnemu in umirajočemu občutiti resnično in živo Božjo navzočnost v njegovem življenju, tudi v tem delu, na poslednji poti. Daje mu gotovost, da na tej neznani poti proti smrti ni sam in da je le prehod v večno življenje z očetom po Jezusu Kristusu, ki je tudi umrl, tretji dan vstal in zdaj živi večno. Poglejmo si še sedaj zadnjo točko, potrebne kvalitete spremljevalca neozdravljivo bolnih in umirajočih. Tukaj so lahko spremljevalci duhovniki, duhovni spremljevalci, domači, zdravniki in sestre, vsi, ki so z neozdravljivo bolnimi in umirajočimi. Prva kvaliteta je zmožnost soočanja z resničnostjo trpljenja, umiranja in smrti ter sprejetja, da se ob vsem tem pojavljajo tudi v njem, tem, ki jih spremlja, najrazličnejša čutenja in življenjska vprašanja, na katera nima enostavnega odgovora. Drugo, pripravljenost, da razvija duhovnost, ki mu pomaga dati pomen in smisel njegovemu življenju in tudi delovanju tega, da je sedaj s tem človekom v tej situaciji, kateri je. Spoštljiv odnos do drugih duhovnosti in njihove pomembnosti za tiste, ki jo živijo, da vidimo, kaj njemu pomenilo in kaj mu zdaj pomeni tudi ta njegova duhovnost, da ne na silo nekoga spreobračamo. Četrto, sposobnost molčanja in celostnega poslušanja ter spoštljivega sprejemanja vsega, kar človek čuti, doživlja, se sprašuje. Ne dajati mu odgovorov, temveč ga spremljati, da postopoma najde odgovor, ki mu bo dal nov pogled na to, kar doživlja, da bo odkril pomen in smisel tudi svojega umirjanja in smrti, ki je pred njim. Sklep. Duhovno pomoč neozdravljivih bolnih in umirajočih je milostna prisotnost, ki jim omogoča, da so na kontinuumu življenja in smrti ljubeče in
spoštljivo spremljali. Olajša jim prehod z tega sveta, jim omogoča doživljati mir, hvaležnost in daje zagotovilo, da njihovo življenje ni bilo zaman. Pomaga jim dostojanstveno umreti in se roditi na nov način, za nov način življenja. Zgodba vsake osebe je sveta, zato je treba z njo ravnati spoštljivo, dostojanstveno in z ljubeznijo. Ljudje, ki delajo z neozdravljivo bolnimi in umrjočimi, so poklicani, da svojo brezpogojno in zvesto ljubezen izrazijo z vsakodnevnim hranjenjem, nežnimi kopljami, čistimi rjuhami, poslušanjem, sprejemanjem in z besedami zagotovila vrednosti njihovega življenja in tudi tega časa, v katerem so zdaj. Ta dejanja so za vsakega znamenje ljubezni, ki nikoli ne mine. Za vernega človeka pa znamenja Boga, v katerega verujejo in jim želi po njih izkazati svojo nežno in usmiljeno ljubezen. Hvala za vašo pozornost. Zdaj, prvi šok sva doživela v postavitvi diagnoze raka, ker do tedaj ni imel večjih težav z zdravljenjem, v nasprotju z menoj, ki pa sem imela več izkušenj z tega področja, kar pa sem videla, mi je kasneje pomagalo v komunikaciji tako z njim, kot zdravniki, prijatelji, pa tudi pri sami negi. V bistvu se je pa življenje v naši hiši takrat obrnilo na glavo. V prvem delu, ko je bila ozdravitev še možna, tako smo se zdaj tudi večkrat danes slišali, neozdravljivo bolni, pričakovanje smrti. Zdravniki, jaz sem dobila tak občutek, zelo rečejo, zdaj je možna ozdravitev, ni nujno, da bo 100%, ampak možnosti so, potem pa prideš pa, ko si pa v določeni fazi, pa je lahko neozdravljivo, ne rečejo, boš tok in tok, pa boš umrl, ne, ampak pač mi ne moramo pozdraviti, ne. Tako da v tem prvem delu, pa mogoče bi še to rekla, čas do obravnave od diagnoze, pa potem začetka zdravljenja, takrat si sam, ne. Imaš samo literaturo, znance in tako dalje, ne, in ta čas, te čakalne dobe bi mogoče bilo dobro skrajšati, da prideš, se ni treba tu dolgo obravnavo, da te usmeri, no, ampak dobro. Pred tem zdravljenjem smo prišli tudi do prve ovire, ne, ko je bila pač potrebno izvesti premostitveno operacijo, da je sploh začel z zdravljenjem. Ampak potem je zadevo sprejel, s predstavljeno možnostjo se je pač, smo sprejeli te postopke, začelo se je naporno zdravljenje, kemoterapija, obsevanje in končna operacija. Zdaj, to kakšnih večjih zapletov ni bilo, sva se pa zdaj tukaj prvič, kar bi tudi rada poudarila, srečala s tako imenovano celostno obravnavo na Onkološkem inštitutu, ki poleg osnovnega zdravljenja vključuje tudi prehransko obravnavo, pogovor, takrat ni seveda še noben paliative omenjal, ne, ampak zelo, se pravi, tam velik tim je, ne, in smo se marsikaj pogovorili, no, in so nam pomagali. Ponujena je bila sicer tudi psihološka podpora že, vendar pa sva to svojo vero in povezanostjo lahko še dokaj normalno živela in imela upanje za naprej, tako da nisva tega koristila, ampak možnosti so pa tudi bile ponujene, ne. Druga stvar, spominu so mi ostala in so se naju dotaknila mnoga srečanja z bolniki in zdravniki, sestrami na Onkološkem, sprejeli so moje sodelovanje, tako da res pohvala. Potem pa pride drugi del, korona, ponovitev in tako dalje, ne. Zdaj,
zaradi, se pravim, korone je bilo potrebno potem več čakanja na končno operacijo, ker naj bi po uspešno zaključenem zdravljenju vzpostavili nazaj naravno stanje. Pa se pojavi epidemija koronavirusa, ki povzroči časovne zamike pregledov in posegov. Vendar tudi to prestanemo, čeprav se je kar precej zakompliciralo. Zato po operaciji soočenje s trajno invalidnostjo, ta se sicer na zunaj ni videla, ampak ni bilo pa prijetno, ne? Ampak čas epidemije je v bistvu za nas, pa to zaustavitev življenja nam je kar prav prišlo, ker smo imeli mir, ne. Ponovno smo se pač vključili tudi še otroke, sicer so že večji, ne, tako da pač to sprehodi, kakšno romanje, pač eno tako kolikor toliko normalno življenje, kakor se v takih razmerah da sprijaznjeno, no. Jeseni se pa bolezen ponovi in zaradi hudih zapletov je prestal nujno operacijo, po kateri pa bi doma lahko preživel največ 2 tedne, kot so mi povedali, v bolnišnici, ne, to ni bilo na onkološkem. In zdaj jaz, ko gledam nazaj, je bil ta čas najtežji. Zakaj? Zaradi korone v bolnišnici so bili omejeni obiski. Tako časovno kot prostorsko in bom pokazala potem naprej, kaj mi je veliko več pomenilo. Tukaj je bil tudi strah, neznanje, kako bom to doma delala, ne. In kot edino možnost so mi predstavili negovalno bolnišnico in nemogoče na domu. Rekli so mi, ne, da bo 10 dni lahko doma največ, potem pa in to je bilo, ko bi rekla, ker je bilo pač delo in z nego in vsem, je še nekako šlo, zadnji dan pa je bil res težek, poslavljanje, tudi jok, vse je bilo tako na hitro, nepripravljeni smo bili, ne. In po 10 dneh pa doživiva popolnoma drugačen sprejem na kontrolnem pregledu na onkološkem in takrat prejmemo drugačno, novo upanje, nov odnos, no. In tu se moram zahvaliti ključnim zdravnikom, doktor Bocu, profesor Kozikovi, profesor Ebert Mortalovi in vsem ostalim v ekipah, ki so nama pomagali dostojno, kot sedaj to uporabljamo besedo, preživeti preostanek življenja. S to celostno obravnavo, ki so nama jo nudili, so mu omogočili, da je lahko preživel večino časa doma, kar se mi zdi ključnega pomena. Seveda je bila dilema, ki jo je izrazil svojemu zdravniku, da bi šel v dom za ostarele, da ne bi imel bolnišnico doma, da ne bi imel breme in tako dalje. No, in tu prejmeva pomoč, zaupanje, usposabljanje, da lahko to jaz izvajam in živi s parenteralno prehrano doma. V bolnišnico je odšel samo še na kakšno opazovanje ali terapijo oziroma kontrolne preglede. Vsi zdravstveni posegi so bili samo še v smeri tako imenovanega izboljševanja kakovosti življenja. To je v dobrobit bolnika, to so vsi izrazi ti, ki so jih takrat nekako nisem tako dobro razumela, kar pomeni nobenih agresivnih posegov ali predlogov, ničesar za vsako ceno ali na silo, kar tudi večkrat slišimo v javnost, pa tudi danes smo še slišali. Tega jaz nisem doživela, nisem imela teh izkušenj. Zelo dobro smo sodelovali z internistično, prehransko in paliativno ambulanto. Se pravi, ni bila paliativa skozi, ne, prehajali smo, prilagajali, prilagodili smo se, no.
Zdaj, tukaj sem si zabeležila nekaj prednosti, kakor jih jaz vidim, življenja doma oziroma zdravstvene oskrbe na domu. Ni časovne omejitve za biti skupaj, ne? Tukaj imaš mir, čas, prisotnost, pogovor, ko želiš. Ni poslavljanja, prihajanja, ne? Recimo v bolnišnici, sploh, ko so bili tako redki obiski, ne? Prav, rajš ne hod, ker potem sem pa žalosten, ko greš. To je zelo težko. Zame je bilo lažje upravljanje vsakodnevnih opravil doma in v službi. Zaradi korone je bilo več službenega dela od doma, ker sem lahko delala, se ni počutil breme. Kar se tiče družabnega življenja, zaradi korone je bilo manj obiskov, to je pač nam še odgovarjalo, večja nevarnost infekcije, z izvajanjem ukrepov nam jo je uspelo preprečiti, zato pa smo s pomočjo sodobne tehnologije bil omogočen stik z zunanjim svetom, tako se je rad pogovarjal s prijatelji, znanci, domačim duhovnikom, tudi zakonske skupine smo imeli po Zoomu, tako da je bilo res tudi z te duhovne plati. Še ostalo duhovno življenje, recimo maše po spletu, molitev, ne samo običajna, ampak tudi v tišini, v služenju, v negi. Tega takrat nisem vedela, ne? Ampak recimo tako, ko zdaj, ko se tem duhovnem usposabljanju in tako dalje, v bistvu razumeš, ne, prejemanju zakramentov bolniškega maziljenja, ki so nama dajali duhovne moči, tako recimo zelo je povedal, kako je bil s škofom Pirihom na intenzivni, pa je prišel duhovnik, je tudi ostale obhajal, sprejel, potem na onkološkem je kapela, tako na dosegu roke, ni recimo skrita kot kje drugje. Tako da, se pravim, korona je bila, ampak ta stik je bil omogočen na tak nevsiljiv način. Se pravim, to sem takrat res bolj občutila, ne. Se pravim, tudi za njega in za mene in za otroke recimo lažje sprejemanje, soočenje z omejitvami in novimi prioritetami. Potem pa tudi recimo postopno posredovanje navodil za, sem rekla, hišniška domača dela, ne. Pa v bistvu tako umirjeno življenje z večjo mero hvaležnosti v sprejemanju in dajanju pomoči. No, potem pa pride ta četrti del, ne, ko pa naravni tok bolezni privede do zadnjega obdobja življenja, ki pa je bilo sedaj precej bolj mirno in popolnoma drugačno kot pred enim letom. Ne, takrat tisto nenadna operacija, konc je, ne da se nič, ne. Zdaj pa zadeva mirna, ne, pač narava, bolezen je privedla do tega, in po zadnjem kontrolnem pregledu in opazovanju v paliativni ambulanti se je lahko vrnil domov. Kljub koroni so mi oziroma so nam zaupali, nudili 24-urno strokovno pomoč po telefonu, načrtovali tudi obisk paliativnega tima, ki se je ravno takrat ustanavljal, ni bilo pa potem potrebno, ne. Samo zadnji dan ni več vstal, prej je pač bil, tako da bili smo skupaj, se mirno pogovarjali, molili z besedami in tišini. In potem na nedeljsko jutro, v času običajnega odhoda k sveti maši, je mirno odšel v večnost k Bogu. Tako da se pravim, ta izkušnja, meni je tukaj pomenil res ta čas, ne, da tudi če recimo razumsko nekako sprejme zadevo, ne moreš celostno
In se pravi, ta mir, ki smo ga potem doživeli, tudi recimo doktor Ebertova, ne, je rekla, ki je rekel, da bi pač rajši bil v bolnišnici, ne, zaradi otrok, ne, je rekla, ne smete jim onemogočati te izkušnje, ne, in dejansko nobenih takih, mislim, res tisti mir, ne, tako za nas, kot ste omenil, kot za njega, ne, tako da. Zdaj, tukaj sem si tudi zabeležila, ne, nikjer nisem omenila bolečine, ne, ko je toliko to trpljenje, ne, trpljenje pa bolečina, mislim, ja, lahko je tudi bolečina trpljenje, ampak to je zdaj že tako, kako bi rekla, rutinsko obravnavano, ne s kakšnimi opijati, ne, ko je bilo tudi recimo danes nekje omenjeno, prilagodijo, ne, in so res, se pravi, specialisti, kar se tega tiče, tako da ta drugi del, ne, je težji, da sprejmeš oziroma, se pravi, večkrat mi je rekel, ne, da ne morem vsega razumeti, kar bi rada razumela, ne, tako da zdaj farmacija tukaj ne bila tudi omenjena. Se pravi, moje izkušnje so, da niso ničesar preforsirali, ampak dejansko res samo tisto, kar je koristilo, ne. Da je lahko prišel v bistvu do te naravnega, ja, zaključka, ne. Tako da. Pa res, se pravi, odnosi pomen, kot ste vi omenili, ne, tako da. Hvala. Najlepša hvala, gospe Berti Kotar Jordan, za tole pričevanje. Za zaključno predavanje smo izbrali pa gospoda Branka Kluna, profesorja filozofije na naši fakulteti. Naslov njegovega predavanja je Problem družbenega konsensa glede razumevanja življenja. Branko, izvoli. Moram reči, da se še nisem verjetno nikoli tako počutil pred predavanjem kot zdajle, ker sem poslušal gospo, se ji zahvaljujem in danes je govoril kolega Gabriel o pametovanju in zdaj pa občutek, zdaj pridem jaz, ko sem tam, ko bi bilo treba zaključiti, pa za temi vtisi odiditi, moram jaz pametovati. Tako da, pa mislim, da je to zmeraj lepo, da vemo, da je življenje večje od nas in od tega, kako ga lahko razumemo. In najprej bi pa še ljudno zahteva, da se najprej upravičim, mislim, se bom tudi zahvalil organizatorjem, ampak dopoldne smo imeli še nujna predavanja in ni lepo, da sam nisem bil prisoten pri drugih predavateljih, ki so že imeli svoje predavanja, tako da nekaterim sem se osebno opravičil, nekaterim se še bom, ampak res ni šlo drugače. Zahvaljujem se tudi organizatorjem in še enkrat, in to ni lažna skromnost, se čutim nekako ponižnega pred temo in tudi pred vsemi, ki ste pred mano govorili, tako da tudi moje predavanje pač vzemite tako, da če zadnjo preizkušnjo, ne, ali še zmorete še kakšno tako pametovanje, zaupanje, da vas bo čas malo odrešil, torej jaz bom poskušal ostati v terminih 15 minut. Ja, torej, težko je kaj posebej novega povedati, tako da bom mogoče z nekega drugega vidika, malo širšega, malo, bi lahko rekli, če želite, tudi bolj teoretskega, zastaviti do razmišljanja. Da tema prostovoljnega končanja življenja z medicinsko pomočjo buri duhove je povezano z velikimi družbenimi in miselnimi premiki glede tega, kako človek razume samega sebe, svoje življenje in njegov sestavni del, ki je smrt. Tematike ni mogoče prepustiti znanosti, ker jo presega. Gre za to, kako človek razume samega sebe in s tem svoje življenje. To predstavlja tudi ključni problem. Mi smo obenem subjekt in objekt spoznavanja. To, kdo mi smo, kaj je naše življenje, je pri človeku odprto vprašanje. Človek je v radikalnem smislu
vprašljivo bitje. Tradicionalno je v odnosu do takšnih fundamentalnih vprašanj vladalo razumevanje, ki je bilo sprejeto za celotno družbo na podlagi določenih religioznih ali filozofskih tradicij. Takšno splošno sprejetost in družbeni konsenz je na primer dobila ideja človekovega dostojanstva, ki je črpala svojo legitimnost bodisi s sklicevanjem na razum, kot v primeru Kantove sekularne utemeljitve, da je človek vedno cilj in ne sme biti nikoli degradiran sredstvo, kar smo danes že slišali, ali pa na biblično razodetje, da je človek ustvarjen po božji podobi. V obeh primerih je v ozadju utemeljevanja metafizična osnova. Človek je bitje, čigar življenje presega zgolj naravno, pomeni materialno, biološko živetje, bodisi na način filozofskega idealizma kot pri Kantu ali na način religiozne vere v človekovo ustvarjenost od Boga. To presežno dostojanstvo človeka je vplivalo na postopni moralni razvoj družbe oziroma na to, kar včasih povezujemo z moralnim civilizacijskim napredkom, kamor običajno prištevamo odpravo smrtne kazni. Danes smo v času, ki ga s Habermasom lahko imenujemo postmetafizična doba. To pomeni, da za večino družbe ni nobene presežne, transcendentne metafizične instance, ki bi služila kot osnova za razumevanje človeka in življenja. To ima neposredne posledice tudi za človekovo delovanje, ker človek sam, seveda upoštevajoč druge ljudi, vključujoč komunikacijo z njimi, postavlja merila oziroma norme etičnega delovanja ter zakone družbenega sobivanja. In v takšnem kontekstu se nahaja tudi sedanja diskusija glede zakona o asistiranem suicidu, pri kateri bi rad naslovil naslednje vprašanje, to je zdaj tisto, kar me tukaj zaposluje, kar bi rad delil z vami. Kako naj pravzaprav drugače misleči, ker nismo zdaj drugače misleči, mi smo tisti, ki smo zdaj v manjšini, ki še vedno verjamemo v metafizični temelj življenja, kako naj ti drugače misleči artikulirajo svoje stališče v družbi, za katero se zdi, da vse manj razume njihove argumente, oziroma, kar je mnogo usodnejše, vse težje podoživi ta družba tisto izkustvo, ki ga imajo ti drugače misleči, odprti za presežno v odnosu do življenja v celoti. In pred iskanjem tega odgovora, torej pred iskanjem odgovora na to vprašanje, je treba razumeti celovit kontekst, v katerem se danes nahajamo in na bistveni način oblikuje prevladujoče družbeno razumevanje človeka in življenja. Zato bi najprej podal poudarke, to, kar vam je že več ali manj znano, bi samo še mogoče še enkrat na hitro tematiziral s kakšno novo nianso, namreč v kakšnem kontekstu danes živimo in kakšnem živijo tudi zagovorniki evtanazije in asistiranega suicida, ker kot veste, v vseh anketah so v večini, da se razumemo. Nobeno razumevanje življenja se ne dogaja ločeno od konkretne družbene stvarnosti, v kateri se nahaja. Razvoj družbe v veliki meri določa kontekst, v katerem posameznik vrši svoje življenje in oblikuje svoje razumevanje in razumevanje svojega življenja. Zadnjih 200 let naprej je Zahod, zdaj pa tudi ves svet v celoti, zaznamoval razvoj znanosti in tehnike. Tehnika že dolgo ni več naše orodje, temveč globlje zaznamuje naš način življenja in njegovega razumevanja. Najgloblji motiv tehnike, v najširšem pomenu tega fenomena, je želja po povečanju človekove moči. Znanstveni napredek, ki se kaže v tehniki, ne bi vse bolj odstranjeval omejitve človeka, torej česar človek ne more, in vse bolj širil možnosti njegovega obvladovanja narave in življenja. Če je človek nekoč doživljal mnogotere naravne odvisnosti, nad katerimi ni imel vpliva, to bi lahko tudi imenovali stanje pasivnosti, v smislu, da se njemu dogajalo in v končni fazi vedno beseda pasivnost, povezana tudi z besedo trpljenje. S pomočjo tehnike pa človek dobiva moč nad naravo in si jo podreja, torej gre za aktivno držo, ki jim omogoča razpolaganje in gospodovanje nad naravo. Ta tendenca, da bi človek pridobil moč, da bi zmanjševal svoje trpljenje in da bi postajal vse bolj neodvisen ter posledično avtonomen, ni v osnovi nič slabega ali napačnega. Težava je v tem, da je tehnicizacija sveta prežela vse pore družbenega in celo individualnega življenja, ter da je človek na poseben način postal ujetnik tehnike, ki je prežela tudi njegov način mišljenja in razumevanja življenja.
Zato je problem odnosa do smrti v današnji družbi neposredno povezan z razumevanjem življenja, ki ga določa in celo vsiljuje sodobni družbeni kontekst. Tako kot celotna družba je tudi medicina postala izjemno tehnicizirana, kar pomeni, da se bolni človek pogosto čuti vpetega v anonimni tehnični proces med medicinskimi aparati. Poleg tega obstajajo drugi sociološki dejavniki, ki so nam dobro znani. Spremenjajoči se družinski odnosi in vse večje število ljudi, ki živijo sami, torej brez vpetosti v mrežo odnosov. Staranje prebivalstva, pri čemer nastaja vedno večji družbeni pritisk, ker je skrb za starejše vse večji ekonomski strošek. Če se je v preteklosti človek bal, da bo umrl prezgodaj, se zdaj boji, da bo umrl prepozno. Da bo postal preveč odvisen od drugih ljudi ali aparatur in da bo ob tem izgubil svoje dostojanstvo. Tesneje povezano s tehnicizacijo je tudi vprašanje človekove avtonomije. Pojem se je v sedanjem pomenu razvil v razsvetljenstvo in je bil prvotno usmerjen k osvobajanju človeka od vsega, kar ga določa strani drugega, drugosti, heteronomija. Toda ta emancipacijska naloga je kmalu postala problem, ker je avtonomija začela spreminjati tudi odnose z drugimi, zlasti z osebnimi drugimi, ki so konstitutivni za nas same. To smo danes tudi že slišali glede te relativne avtonomije ali pa odnosne avtonomije. Avtonomija kot samostojnost je zapadla individualistični razlagi, kar je povzročilo podobno ujetost kot v primeru tehnicizacije. Namreč prvenstvo lastne volje, ki je srčika sodobnega pojma avtonomije, je šlo na škodo odnosov. Želja po obvladovanju življenja, in še enkrat, o čemer zdaj govorim, to ni moraliziranje, sam sem enako zapadel v tej mentaliteti, vsi smo v tem. Način, bi rekel, da tehnično razmišljamo tako ali drugače, je nekaj, kar nas prežema. Hočem tudi poudariti to, da ne bi zvenelo moralizirajoče. In torej želja po obvladovanju življenja je dobila svoj izraz z obsednostjo z načrtovanjem, v obsednosti z načrtovanjem. Danes vse načrtujemo in po možnosti svoje načrte za prihodnost, ki vedno ostaja negotova, še zavarujemo. Tako načrtujemo zdaj tudi začetek življenja, kdaj ali kako bo prišel otrok na svet, tako želimo načrtovati tudi konec življenja. Zato je upravičeno pričakovati, da bo vse več ljudi želelo samo določiti, kakšen bo njihov konec. Tako bodo želeli sami določiti, kaj je njihov prag glede trpljenja in človeka vrednega življenja. Podobno pa bo naraščal tudi pritisk družbe, ker bo morala tudi sama načrtovati in napraviti izračune. Vprašanje končanja življenja bo po vsem realističnem scenariju v prihodnosti vključen, malo sarkastično, sicer celovit zavarovalniški produkt, ki si ga bo avtonomni človek lahko izbral. In zdaj pa prihajam do tistega vprašanja, ki je bolj, bi rekel, zanimivo ali pa zame, kako v ta splošni družbeni diskurs, ki je prevladujoč, ki je več ali manj vzet za samoumeven, prevesti tisto razumevanje življenja, ki ga delimo, ki ga imamo tisti, ki še vedno vključujemo v našem razumevanju življenja metafizične predpostavke, torej kako napraviti sebe razumljivega drugim. Ker je takšno razumevanje življenja tako močno prisotno v družbi, ki se razvija po nakazani logiki, na katero ima posamezen človek le malo vpliva, se pojavlja vprašanje glede razumevanja in racionalnosti tistih, ki ostajajo zavezani drugačnemu razumevanju življenja. To so zlasti tako ali drugače verujoči ali v religioznem ali širšem metafizičnem smislu. V ozadju njih je drugačno izkustvo in njemu lastna hermenevtika življenja. To izkustvo doživlja življenje kot prihajajoče iz presežnega vira, ki ni v naši posesti. Človek je prejemnik življenja ne zgolj v smislu enkratnega prihoda na svet, temveč v vsakem trenutku prejema sebe oziroma svoje življenje, in to zaveščanje tega je v različnih religijah drugačno. Vemo, da je v azijskih religijah v ospredju prav skrivnost dihanja. Ker je moje življenje živeti od znotraj utelešene odprtosti navzven, v vsakem trenutku ne samoumevno, ter ga spremlja nenehna možnost smrti, ga ne morem nikoli razložiti kot golo biološko danost. Zato tudi njegov začetek in konec nista zgolj dva dogodka življenja, temveč dve skrivnosti, ki ga obdajata. Življenje obdaja skrivnost začetja, od kod prihajam, in skrivnost končanja, kam grem. To, da življenje prejemam iz presežnega vira, da sem stalni prejemnik življenja, pa ne pomeni napačno razumeti odvisnosti ali zanikanja moje avtonomije.
Življenje namreč sprejemam kot svoje lastno. Moja lastnost in samostojnost je nič manjša zato, ker jo prejemam in ker jo doživljam kot podarjeno. Podobno je z mojo voljo in svobodo. Podarjeno mi je biti svoboden in za lastno voljo. Podarjen sem v svobodo lastnega biti. Logika daru, torej življenje mi je v vsakem trenutku dano, je nasprotna logiki moči in obvladovanja, ki smo jo videli zlasti v tem tehničnem pristopu, ki je dosti več kot posamezne tehnične stvaritve. Gre za dve različni drži in posledično za dva različna načina življenja. Drža sprejemanja in poudarka, če želite, pasivnosti, to pomeni sprejemajočosti, ter drža razpolaganja, dominacije, ki poudarja aktivnost in v smislu izvrševanja moči. Ob tem je potrebno videti, da je pasivnost notranji pogoj za pristni odnos do drugosti oziroma za vsak pristni odnos z nečim, nekom onkraj mene samega. Zato tudi trpljenje kot pasijo ali ranljivost dobi smisel šele iz odnosa oziroma v odnosu. V trpljenju izgubljam svojo moč aktivnosti, nikakor pa ne izgubljam svojega dostojanstva. Trpljenje začne izgubljati smisel zgolj takrat, ko se čutim iztrganega iz vseh odnosov. Če življenje doživljamo kot dar, ki ga v vsakem trenutku prejemamo kot svoje lastno, pa vendar ne postane naša lastnina na način, da ga lahko povsem obvladamo, potem lahko govorimo o svetosti življenja. Pojem svetega v različnih otenkih, sacra, sanctus, latinščini, označuje nekaj, česar si mi ljudje ne moremo podrediti. Navadno je sveto pripadalo bogovom in je zato bilo za ljudi nedotakljivo. Tisti, ki se ga hoče dotakniti, mu narediti silo, violacijo, je do njega nasilen. V religioznem besednjaku rečemo, da ga skruni. Sveto je inviolabile, če mu naredimo silo, ga profaniziramo. In pri nas imamo res nekoliko nenavadno situacijo, ker zagovorniki zakona o asistiranjem suicidu prav tako govorijo, da spoštujejo svetost življenja in se sklicujejo na Tineta Hribarja, ki je že pred več desetletji uvedel ta pojem in ga postavil zunaj religioznega konteksta. Hribar je obenem podpornik predlaganega zakona, kar pokaže, da imamo pri navzven istih sintagmi svetost življenja različno razumevanje tako svetosti kot življenja. Zdi se, da je v resnici sveta človekova avtonomija, ker je ta v določenih pogojih pomembnejša od življenja. Podobna težava se pojavlja tudi pri pojmu dostojanstva, tudi o tem so že govorili drugi referenti, ker je za mnoge dostojanstvo življenje odvisno od njegove kvalitete. Potem takem nemoč in trpljenje človeka odzemata dostojanstvo. Človek odzemata dostojanstvo. V tem primeru si življenje v argumentaciji zasluži zanikanje, končanje oziroma človek si zasluži dostojno smrt. Tukaj bi reče na hitro, torej se približujem koncu, omenil nemškega sociologa Hartmuta Roso, ki zasleduje projekt sociologije dobrega življenja. In se ne izreka zdaj v to diskusijo. Ampak mi je predvsem zanimiv, ker razlikuje dve drži v odnosu do sveta, ki sem jih že predstavil. In danes prevladujoča drža je prav prizadevanje, da bi obvladali stvarnost in jo podredili svoji volji in moči. Rosa gre celo tako daleč, da govori o agresivnem modusu v odnosu do sveta, ki nas je prevedel v paradoksalno situacijo, da ob vedno večjem obvladovanju živimo pod vse večjim stresom, kar težko imenujemo dobro življenje. Kot izhod iz nastale situacije predlaga spremenjen odnos do sveta, ki ga sam imenuje drža resonance. Modusu resonance nismo mi zapovedovalci, temveč razvijamo odprtost za nagovor stvarnosti, resoniramo in se odzivamo na nekaj, kar nam je naprej dano. Čeprav Rosa tega ne stori, bi njegovo misel lahko razširili tudi na vprašanje odnosa do življenja. Namesto agresivnega odnosa, ki je postal naša družbena realnost, bi si morali tudi v odnosu do življenja prizadevati za resonančni odnos, ki se odpoveduje razpolaganju in razvija držo sprejemanja. Nasprotnike evtanazije se pogosto enači z neemancipiranimi ljudmi, ki se oklepajo svojih dogmatičnih predpostavk in tako v maniri Ničejeve kritike niso sposobni vzeti življenje v svoje roke. Kaj pa, če smo ljudje življenje preveč vzeli v svoje roke? Ko hočemo rokovati in manipulirati s celotno stvarnostjo, ko hočemo povsod uveljavljati svojo voljo, obenem pa si le stežka priznamo, da nam morda življenje, tisto pravo življenje, povzi med prsti. Kratek sklep. Imamo torej dva zelo različna pristopa k življenju in dve različni razumevanji. Ali to pomeni, da smo v hermeneutični poljubnosti, v postmodernem relativizmu, ki dovoljuje, da življenje lahko razumemo tako ali drugače, da je v resnici vse eno? Moj odgovor je nikalen. Življenje ima svojo lastno resnico, ima svoj temelj, svojo mero in svojo normo. In na koncu to samo življenje odloči, kdo ga ustrezno razume.
Pri tem ne želim uporabljati apologetike, ko vernik verjame, da se bo življenje v polnosti izkazalo šele po smrti. Temveč se v tem našem življenju že razodeva to, kaj življenje zmanjšuje in kaj ga vodi k polnosti. Življenje ima svojo resnico in svojo logiko, ki je onkraj postmoderne poljubnosti. Čas bo pokazal oziroma življenje bo pokazalo, a je življenje na zahodu v zatonu. Ob tem ne morem, da ne bi omenil Kanta, tega velikega misleca avtonomije in sinonima za razsvetljenski ideal življenja, pri katerem v njegovem poznem obdobju najdemo naslednji zapis, ki bi se ga jaz, pa sem na Teološki fakulteti kar bal tako zapisati, ampak takole piše, mogoče presenetljivo, citiram: nemogoče je, da bi bil človek brez religije vesel svojega življenja. Konec citata. Čeprav ima Kant specifično razumevanje religije, ni ravno prijateljski do krščanstva, pa je njegovo sporočilo jasno: naše življenje dobi svoj polni pomen in smisel šele skozi svoj presežni temelj. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, profesor Klun, za tvoje predavanje. Zdaj je bilo zelo izgoščeno, polno močnih trditev, takih, ki si jih bomo gotovo še vzeli za nadaljnje razmišljanje. Zdaj povabim k zaključni razpravi. Kakšen komentar ali kakšen odmev na tole, kar so povedali naši trije. Ivan, ti se lahko tudi zdaj vključiš v razpravo, če želiš. Oziroma lahko daš tudi ti kakšen odmev najprej. Želel, Ivan, a me slišiš? Ja, slišim. Sem zelo hvaležen, da sem lahko tukaj bil z vami. Tudi ko sem pripravil to predavanje, sem bil v dilemi, ali bolj teoretično ali bolj praktično. Sam sem res to teoretično bolj raziskoval pred leti, v lansko poletje avgusta, pa ko je oče moral iti nenadoma čisto omagal 6. avgusta in je šel na urgenco in je ostal v bolnici in je bil COVID čas in tako naprej, sem doživljal neizmerno njegovo stisko, ko je ostal tam v bolnici sam. Bogu hvala, da kot duhovniku so mi dovolili, da sem lahko prinesel vse obhajilo vsaka 2 dneva in je v sebi doživljal neizmerno stisko odsotnosti, da mora biti tam sam in tako naprej. In nemoči in je bil skoraj obupal. Ampak Bog se je usmilil in je nekako preživel to. Potem se začel, bo treba ga negovati, njega in mamo, ki je prej on 6 let negoval in skrbel zanjo. In je bilo za mene ena posebna milost ga umivati, ga urejati in biti z njim in tako naprej. In nekaj čisto nova izkušnja, tudi molitve in bližine Boga prav preko tega odnosa z mamo, urejanjem vse nege in tudi očeta. No, potem je ta milost dana, da sem lahko so sprejeli ga v Ljubljano, očeta in mamo, v dom Marijinih sester, Vincentijev dom, ker je dovolj blizu in sem imel obljubil, da bom tja hodil vsak dan in Bogu hvala, sem skoraj vsak dan lahko bil z njima zjutraj in zvečer, da sem jim pomagal se pripraviti za dan, pa zaključiti dan. Ampak eno, kar bi še samo to, da je tam zopet čez nekaj, je bilo veliko vneti in tako naprej in je potem mogel iti spet v bolnico in bi bila velika dilema, ali ga pustiti ali ne, ker je pač mogel ostati, ker je vse bilo polno na hodniku, ni bilo niti prostora tam na infekcijske in tako naprej, da bi lahko bil sprejet v sobo in sem ga pač potem vprašal, kaj on želi in tako naprej in je rekel, ja, bom ostal, bom probal. In potem drugi dan se spet z njim pogovarjal, kaj želi, pravi, ja, mi je boljš, bom, potem pridem popoldne v nedeljo. Ampak sem rekel, glej, ste čisto svobodni, kako so te vi odločili. Jaz, če vzamem nazaj v dom, ne moramo nuditi teh antibiotikov v žilo, ampak lahko samo tabletami, ki pa niso tako močni, ker je bilo težko, veliko hudo vnetje.
vprašanje, če boste preživeli, ali ste pripravljeni tudi, da se lahko zgodi smrt, če boste šli domov. Rekel, ja, samo da sem lahko doma in da lahko grem tudi na stranišče, ker ga je zelo bolelo, ker ni mogel iti kakat lepo v stranišče. No. In potem so pa z zdravnikom se rekel, kako je, in so rekli, ok, če sprejmete, in smo ga vzeli domov, tudi sestre so rekli, bodo z njim, in je potem, ja, ko je prišel domov, je bil čisto srečen, da je lahko šel na stran in tako naprej, da smo bili z njim, tako je nekje se povrnila njemu moč in Bogu hvala, čeprav je bilo res smrt ali življenje v boju, je potem zmagalo življenje, še živi. In prav tako tudi mama potem, ja, kako je tam v bolnico, ker je bila taka stiska šla, je demenca popolnoma, ni niti poznala 3 dni in ni vedela, da sem jaz z njo, ampak je govorila o meni. In potem so tudi, da so sprejeli, da so doma lahko v domu dobila kisik in tako naprej. Ko se je vrnila spet v svoje okolje, je takoj vse vedela. Ne. In mi je ta, ja, posebno ena to milost, hkrati ena stiska, kako se odloča v takih težkih trenutkih, iti v bolnico, ne iti v bolnico, vzeti domov ali ne vzeti domov, kaj vse tukaj gre, tvegati, ne tvegati, kaj zdaj pomeni večja pomoč staršem in tako naprej. Sem videl, da koliko je treba o tem še več razmišljati, o tem govoriti, o tem pisati, da se sploh kot svojec lahko zavem, kaj vse takrat se zahteva, kaj vse se pričakuje, na kak način lahko pravzaprav na pravi način odreagiram, da je res v dobro teh, za katere sem tako skrbi in katerih pač ljubim in želim biti v pomoč. Hvala, Ivan, tudi za tole pričevanje, bilo tudi zelo močno. Zdaj še kakšno vprašanje, mogoče komentar iz publike za naša 2 predavatelja tukaj. Mogoče glede svetosti življenja, malo v tem konceptu razmišljam v zadnjem času, ker pač ja, meni je življenje sveto in vse, ampak se mi zdi pa po eni strani, da vem tudi nekakšno to pojmovanje življenja kot svetega, kot neke absolutne vrednote, tudi na nek način krivo, da skušamo pa na vse plati podržati življenje na koncu. Ne vem, tako je moja izkušnja tudi kolegi, zdravniki pač na življenje svetno. Bog ne daj, da bi človek umrl par dni prej, če bi mu še lahko podaljšali z nekimi ukrepi še za par dni življenje. To, ne vem. Pa da jaz bi rekel, samo razmišljanje, če rečemo, tehnika obvladovanja na svetost življenja so neki napetosti. Se pravi, malo grdo rečeno, če mi hočemo tudi na silo preveč podaljševati, ohranjati. Zdaj je težko reči, kaj zdaj naravno, ne? Ampak hočem to povedati, da to ni nujno. Ne? Jaz razumem, da se je prizadevanje za ohranjanje življenja. Ampak zdaj mislim, da svetost po moje, to sem se zato obregnil, ker se mi je zdelo nekaj čisto v nekem drugem kontekstu, da se prišlo nazaj. Vse povsod v evropski diskusiji, če rečete svetost, je to samo na religioznem področju. In tako rekoč je to nek argument, kjer si ga v sekularnem društvu tako izogibajo. In torej, jaz imam osebno odnos, ker sem na filozofski fakulteti profesora Delibarja, tako da nočem biti pretirano kritičen, ampak v tem primeru in tudi jaz nimam nič težav. Jaz sem samo vesel, če nekdo iz religioznega besednjaka nekaj prenese v sekularno sfero, me nič ne moti. Mislim, da je to dobro, da dobro naredi. Ampak v tem primeru mislim, da je dejansko ni v redu, ker če rečemo svetost, potem ne moremo postati pogojevati, ne moremo to pogojevati. Ne moremo ker potem se pa vprašaš, kaj ti je pa bolj sveto, ne? Ali življenje, ali zato, da bo tvoja volja, pa tvoja avtonomija zaščitena. Ne? In to je tisti problem, ki ga tukaj čutim, da se govori o svetosti seveda pod pogojem. Nekatere stvari so brezpogojne. Včasih pa lahko razpolagaš. Tudi, tako zelo razpolagaš, ampak jaz se včasih pošalim, ko hočem povedati, ne vem, študentom, rečem, glejte, vi ne morete nekomu reči,
Jaz se bom poročil s tabo za 20 let, to je zelo dosti, super, jaz se bom vred 20 let, obljubim 20 let. Če vzamete zdaj 7 let poprečno do ločitve, to ni slaba zadeva. Ampak vsak bi rekel, ne res rad, če me imaš samo za 20 let. Hoče povedati, kako vi hitro postavite pogojnosti pri nekih stvareh, ki same zahtevajo po sebi, brez pogojnosti. In to zgubi svoj smisel. To je bila moja ideja. Pravi, da pravzaprav, tudi če mi govorimo v sekularnem kontekstu o svetosti, je to samo poskus pravzaprav, da rečemo, da ga spoštujemo, ne? Mi morajo tukaj bolj paziti. To je ena zadeva, ampak okej, če ne naredi škode, nič hudega. Druga stvar je pa to, ker se mi zdi, da je pa res problem, da je dostikrat tudi strah ljudi, vseh nas, pred prevelikimi sposobnostmi medicine. Da medicina v svojem žaru, ne, da tudi končni fazi, jaz mislim, da je napačno, da z medicinske strani razumejo medicinci, ne, mi smo zdaj bojevniki za življenje in če ga ne dobimo, zgubimo. Jaz mislim, da je to napačna drža v temelju. O tem mi smo mimogrede kaj dosti govorijo, jaz pa zelo spoštujem enega dunajskega profesora, ki je že upokojen, ki je napisal tudi o medicinski etiki, Günter Pöltner, no, recimo, ravno ta problem se tudi pri njem bral, ker je imel za njih, ne, ko pravi, da je samo razumevanje zdravnikov včasih takšno, da tukaj in ne mogoče tisto, kako ni rečem, eno večjo sproščenost mogoče do življenja, ker, a veste, sveto življenje tudi to, da ne razpolagamo s njim, da smo v njegovi službi, ampak da je nekaj več od nas. In tako, nimam pa seveda tukaj vedno neka potem po moje konkretna stvar za odločiti, ampak mnogi po moje bi radi, tudi to moramo demistificirati, ne pač, da se življenje podaljšuje neskončnost, sploh ne. To nima veze z trpljenjem s kvaliteto življenja, to samo pomeni, da ga znamo umestiti res. Jaz mislim, da je to tisto, kar je mene res v tem predavanju, se je bilo nehitro pripravljeno, mi je bilo bolj, ali kaj je sploh tisto, če bi moral jaz nekemu drugemu, neki drugi publiki predavati, ki ne tega ne razume. Zakaj ti vztrajaš na življenju? Pa kaj ti tako pomembno? Zakaj ne bi se odločil na koncu? Ne? In se mi zdi, da moramo reči, da je ta svetost življenja, da je pravzaprav v tem smislu, da sam čutiš in to izkustvo moramo vsi narediti. Če jih nimamo te izkustva, je težko, da smo res prejemniki življenja. Da prejemamo, da ga dobimo od svojega, to se mi zdi strašno pomembno. Ker nam potem si rečejo, pa ste podvisni, pa je pa Bog ta glavni, pa ste ta glavni. Ne gre za to nasprotno, ker mi ne razumemo logike daru. Če nekdo podari zato, da ga imaš ti, ampak to ne pomeni, da ga ti obvladaš. In to je, če želite, to je problem na splošno metafizike vsega, ne, če sem jaz pod nosom nekega presežnega temelja, ali ta ruši mojo avtonomijo. Tako kot Sartre, če je Bog, ja, pokaj se pa lahko skrijem, ne, pol še vratno moram zapreti za sabo, ko me še tam vidite. In to se mi zdi, da je ena taka zadeva, kjer so fine stvari in tisto, kar me res danes zanima, veste, to je samoumevno postavljeno. Ko ste govorili na Nizozemskem, 7.000, ne, to je več kot 5%, sprav 5% ljudi umre z odločitvijo o asistiranem samomoru, ne. To se mi zdi ogromna stvar. In potem pa, potem so šli pa, eno leto so šli pa dol, pa so rekli, kaj pa ne robe, ne, leto si pa malo manj, ne. In se odpre neka, moramo vsi paziti, da ne moraliziramo, pa da nismo hipokritični, da nismo hinavski, ker tudi jaz vam ne bom dogovoril, moja mama je umrla, če vidite, zelo naravne smrti, da milostna izkušnja, moja sestra je umrla za rakom, je drugačna izkušnja, življenje je pestro, nikoli ne veš, kako se sam moraš svojo krpost, ne veš, kako se boš obnašal. Tako da z vso spoštljivostjo, vse spada k temu, da je življenje večje od nas. Jaz bi mogoče sem tukaj dodala, ne, da to podaljševanje, ne, da to je tukaj zelo relativno, ne, in se mi zdi, da je tudi od znanja tega medicinskega, ne, ker se pravim, če bi umrl pred enim letom, ne, bi umrl v agoniji, takrat bi dejansko mogel dobiti kakšno sredstvo, ker bi bilo neverjetno, ne, sem to čutila, recimo bil je mlajši zdravnik, ko mi je to povedal, ne, medtem ko potem so zadevo pripeljali naravno, ne,
mislim, naravno v okviru svoje bolezni, ne, on je potem lepo umiril brez podaljševanja, ne, tako da se pravim, tukaj, ampak se pravi, ni vse od enega odvisno, ne, in vidim, če je tim in sistem tudi, ne samo, ne, ker marsikje so zelo posameznik ne more narediti, tako da je to težko, ne. Je pa gotovo to rešitev, ne, to, ta vaša izkušnja, ki to potrjuje, ne, rešitev v teh timih, ki potem podpirajo ljudi tudi doma, da lahko svojci spremljajo bolne, umirajoče in lahko živijo eno življenje vsi, ne, tudi svojci morajo pač spet, da ni preveliko breme spet ne nad drugimi, ne. In je to spet isto, česar se ljudje tudi bojijo, recimo bolni, da bi bil preveliko breme. V bistvu je jasno, da bo poskrbljeno za vse, ne, da bodo vsi lahko nekako živeli eno kakovostno življenje. Recimo eni taki V dejanju in sprejemanju, ne, se pravi, to je v bistvu učenje, ne. Mogoče bo še vprašal, če lahko možem kaj zgodila in da animira, da se poslavna. Ja, to je vse. On je pač podal, kot recimo to, ko ste kot profesor Potonjak poslavljeni od predmetov tega, pismani bil tak tehnični človek, vse sistematično, dal nam je tudi navodila, vse tako, ne. Mi smo se pač to pogovarjali, ne, in pravim, v tem miru smo imeli mi to dosti časa, ne. Si pa v bolnišnici, pa prideš tja, pa si 15 minut, pa je več ljudi, ne, in ne takrat, ko bi recimo bil spočit ali karkoli, ne, se pravim, dom je le dom, ne, in tukaj bi mogli, ali pa recimo tudi, če bi bila domska oskrba, da bi bila s takim občutkom, da bi bili lahko domači dalj časa, ne. Saj ni treba, se pravi, tukaj veliko govoriti, ja, takrat, ko želiš, ne, ampak tudi recimo že ta prisotnost se mi zdi, da je pomirjujoča, no. Hvala. Če smem spet dvojno izkustvo povedati, bilo je že kar nekaj let nazaj, kličajo me čist iz atlantske strani na baltiško stran in gospa je z rakom umirala, ampak tako lepo tudi verna, koliko smo se tam zbirali pri Sveti maši, vedno rada prihajala s svojo družino, je bila takšna povezovalna in tako lepo mi je bilo pri srcu ponovno, bom rekel, čeprav 4 ure vožnje plus še pol tam od Nibra, kjer so bivali, res vesel in tudi njeni so, ena izmed hčera tudi v bolnici delala, tako da je takšno neko čudovito izkustvo. Drugo izkustvo pa je enega možakarja iz Maribora, tam nekje decembra, mislim, da je napisano pismo, natipkal na stroj, neverjetno tudi naslov svoje hčere, telefon in tako naprej, kontakt. Pa zdaj, ko nič, grem k njemu, moram iti 19. decembra ledena cesta in tak je bil vesel. Tak je bil hvaležen, da sem mu prinesel svete zakramente. No in še pred Veliko nočjo, tisti teden, ko je že tako vse napeto in tako naprej, ampak sem šel, tako moram iti. In hvala Bogu, od zgoraj tudi, da sem torej se potrudil iti. In je lepo mi tudi povedal, vse sem napisal v belo knjigo, kako želim biti pokopan, želim, da vi pridete in katere pesmi in tako naprej. Bilo je v švedskem jeziku, ker hčera je z Švedom poročena in se ko prav vse, ampak nekaj slovenskega gotovo bo tudi kakšna pesem in tudi so bili neizmerno hvaležni. Hočem to reči, kako pomembno je, kolikor tudi mi kot duhovniki res skušamo s temi ljudmi nekako se vzeti čas za njih. Prvo rundo sem bil, tisti dan sem celo 3 obiskal,
potem še poslednje maziljanje še enemu v Göteborgu in tako naprej. Kakšna milost in tudi lansko leto sem imel to milost 9 ljudi, starejših, mlajših celo, obiskati in jim podeliti svete zakramente. Hvala, Zvonko, za to poučevanje, ki je zelo pomembno, vidik spremljanja. Ura je 4, tako da bomo počasi zaključili. Gospod Škof piše nekaj povedal, da razumem. koncu tega simpozija se želim v imenu Slovenske škofovske konference zahvaliti Teološki fakulteti za pripravo tega simpozija, predvsem pobudniku, gospodu profesorju Romanu Globokarju, vsem predavateljem, vsem, ki ste pomagali pri izvedbi tega simpozija, ki odpira zelo pomembne teme in različne vidike, ki se, kot smo razumeli, z današnjih predavanj, ki odstirajo nove vidike, ki jih predlagatelji zakona o asistiranem samomoru niso upoštevali oziroma so jih poenostavili. Simpozij ima naslov Človekovo dostojanstvo in prostovoljno končanje življenja. V različnih predavanjih, od pravnih, etičnih, medicinskih, duhovnih, teoloških in čisto človeških izkušenj smo videli, da človek pravzaprav, kot bi rekel profesor Trstenjak, presega samega sebe. Italijanski profesor filozofije prava Francesco D'Agostino, ko razmišlja o pravu, pravi, se sprašujem, o čem govori pravnik. Seveda je odgovor, govori o pravu, ampak govori o pravu, govori o človeku, v katerem morda poznamo, pravi, njegov začetek, zagotovo pa ne poznamo njegovega konca, ker je to človekovo bitje pravzaprav neskončno. Hvala lepa vsem in uspešno delo še naprej. Hvala lepa gospodu Škofu za te besede. Ob koncu se zahvaljujem vsem predavateljem, vsem, ki ste se v tako kratkem času odzvali na povabilo. Lahko rečem, da so vsi, katere sem povabil, takoj vedeli, da bodo prišli. To je redko kdaj, da se predavatelji tako odzovejo. Kar pomeni, da se vsi zavedate, da je ta tema pomembna in da ste odgovorni za to, kakšna bo prihodnost družbe nasploh. In da veste, da je neobhodno, da če sem sposoben nekaj prispevati, temu, da se stvari razjasnejo, da pride resnica in izraz življenja na dan, da sem potem to dolžan tudi narediti. Tako da se res zahvaljujem vsem za sodelovanje. Prepričan sem, da bo še priložnost za to, da se bomo srečali in bomo o stvarih razpravljali naprej. Posnetki današnjih predavanj bodo objavljeni na spletni strani, verjetno že kmalu na spletni strani Radia Vatikan oziroma Vatikan News, potem pa tudi na spletni strani Teološke fakultete bomo pripravili povzetke predavanj in pa potem posnetke. Tako da želimo tudi s tem nekako podpreti širšo razpravo in da tudi neke argumente za to, da se sliši tudi druga stran. Kot smo že slišali, nasplošno je trend, mentaliteta v tem, da ima človek pravico do svoje izbire. S to paradigmo se tudi mi strinjamo. Samo ta izbira mora biti dejansko informirana, kar pomeni, človek mora vedeti, kaj izbere. Večina tistih, ki v javnih teh poizvedovanjih oziroma anketah odgovorijo, da se zavzemajo za evtanazijo, ne vejo točno, kaj to pomeni.
Zato je pomembno, da o tem govorimo, da uporabljamo jezik, ki bo razumljiv, ki bo prepričljiv, in da vsak naredi nekaj na svojem področju, da bo v prihodnjih mesecih, ko bo verjetno ta tema še bolj v ospredju v Sloveniji, da se bo slišala tudi beseda tistih, ki želimo življenje sprejemati kot dar in ne želimo torej sprejeti to logiko obvladovanja življenja za vsako ceno, ampak logiko deljenja, sprejemanja, podpiranja in dejanske pomoči vsem in tudi tistim, ki so najbolj ranljivi, v tem primeru umirajočim. Hvala lepa vsem za udeležbo in podpirajmo drug drugega v teh prizadevanjih za spoštovanje življenja. Thank you.